Živjo! Tudi vi ste prišli do ugotovitve, da če hočete zaslužiti na internetu, boste morali imeti spletno stran. Morda spletno stran celo že imate, pa vam ne prinaša nobenih rezultatov. Moje ime je Gorazd Svete in danes bi rad delil z vami moje osebno globoko prepričanje, kaj je tista najboljša in hkrati tudi najcenejša pot, da tudi vi pridete do lepe, uspešne in profitabilne spletne strani. Poglejmo si najprej nekaj problemov, ki se pojavljajo, ko se nekdo odloči, da bi rad naredil spletno stran. Tega, kar vam bom zdaj povedal, ne bom povedal na pamet, zaradi tega, ker sem se pogovarjal s tistimi, ki iščejo na eni strani izdelovalce spletne strani in na drugi strani sem povprašal tudi tiste, ki izdelujejo spletne strani, kje so tiste skupne točke, kako potem se ta spletna stran izdela. Na eni strani povpraševalci oziroma tisti, ki iščejo neko možnost, da bi prišli do spletne strani, uporabljajo več nekih poti, ki pa definitivno niso prave. Prva pot, ki jo zelo veliko ljudi uporabi, je ta, da se obrne na svojega nečaka ali na sosedovega mulca, ki slučajno veliko igra igrice na internetu in mu zaupajo izdelave spletne strani. Seveda, vam je lahko že na prvi pogled jasno, da je to tista najbolj zgrešena pot, saj vam bo ta mulc ali pa vaš nečak spletno stran morda celo izdelal, vendar vas bo potem pustil same in bo ta vaša spletna stran nekje stala na internetu in se z njo ne bo dogajalo praktično nič. Druga pot, ki jo imajo nekje v mislih, predvsem posamezniki ali pa tisti mali podjetniki, pa je ta, gredo na internet ali pa pobrskajo po svojem katalogu naslovov in iščejo nekega izdelovalca, bodisi je to nek računalniški strokovnjak, strokovnjak za računalništvo ali pa grafični oblikovalec, stopijo do njega in mu povejo, da bi radi imeli spletno stran. Na kar mu povejo še, da je pravzaprav vseeno, kako bo ta spletna stran izgledala, važno, da bo to neka zadeva poceni, zato da bojo oni na internetu, ker danes na internetu tako ali tako že vsi so. Res je, vsi so na internetu, vendar, če ste se odločili za to pot, da boste imeli najcenejšo spletno stran, ki vam jo bo naredil nekdo drug in bo ta spletna stran imela podobne rezultate kot tista, ki vam jo naredi sosedov mulc, potem spet niste naredili nič. Oziroma, lahko rečemo celo drugače, naredili ste si več škode kot koristi. In potem imamo še ta tretji segment ljudi, ki pa razmišlja sicer malce bolj produktivno in reče, aha, mi bomo pa poiskali nekega proizvajalca, izdelovalca spletne strani, ne zanima nas, koliko bomo plačali, mi vemo, da to stane veliko, poiščejo nekega dobrega izvajalca in ta dober izvajalec jim naredi zelo dobro spletno stran. Naredim morda celo spletno optimizacijo. Seveda pa potem spet vse ostaja na nas samih, na tistih, ki želimo imeti spletno stran, ker moramo večino dela narediti tako ali tako sami. Govorim o vsebinah, govorim o tekstualnih vsebinah, govorim o fotografijah in govorim o videoposnetkih. Tega nam proizvajalci oziroma izdelovalci spletnih strani ne bodo naredili. Nekateri bodo sicer pomagali pri teh vsebinah, vendar bo treba za to tudi zelo veliko plačati. Dostikrat se pojavi problem, da marsikdo, ki si da izdelati neko spletno stran, vidi v globalu samo tisti prvi strošek, koliko bo ta spletna stran stala. Ne vidi pa tistega stroška, ki se mu pojavlja potem stalno, saj običajno za neko vzdrževanje te spletne strani oziroma tudi za dodajanje vsebin, ki jih boste ponovno vi skreirali, te izdelovalci nekaj seveda tudi zaračunajo. Ampak to ni tako velik problem. Saj danes vemo, vsi, ki nekaj delamo, nekaj tudi zaračunamo. In tako pač se svet vrti in tako mora biti. Večji problem pri tem nastane, ko vi želite v tem momentu, da se vaše nove vsebine, nove fotografije, novi video naloži na vašo spletno stran čim prej. Seveda te izdelovalci, ki jih imate vi najete, da vam vzdržujejo spletno stran, nimajo vedno časa in možnosti, da vam ustrežejo tako. Zakaj? Zato, ker imajo veliko naročnikov in vedno obstaja tudi neki vrstni red, po katerem oni to delajo.
Na ta način pa vi lahko zamudite neko svojo prodajno akcijo, svojo priložnost, s katero bi lahko zaslužili veliko denarja, ker gre ta priložnost mimo. Kaj je torej v tem primeru rešitev? Rešitev je ta, da se naučite izdelovati spletne strani, ja, to bom povedal zdaj, sami. Veliko ljudi namreč misli, da je to ena zelo velika umetnost. Z današnjimi orodji je postaviti spletno stran pravzaprav precej enostavno. Res, naučiti se morate nekaj, morate poznati stvari, kako se funkcionirajo, kje jih boste našli in kako jih boste umestili na vašo spletno stran. Tukaj ne gre samo za izgled, gre tudi za same elemente internetnega marketinga, ki morajo biti na pravih mestih in ki morajo biti pravilno koncipirani. Seveda, vi tega ne boste vedno vedeli, da ste v prvo zadeli žebljico na glavico, ampak boste morali testirati. Kaj pa to pomeni? To pomeni, da boste morali vedno znova in znova vsebine spreminjati, jih vnašati v vašo spletno stran, kar spet posledično prinese zaostanek v času in dodatno plačilo denarja izdelovalcev. Lahko si sicer privoščite in naročite izdelavo spletne strani pri nekom drugem, vendar bi bilo zelo pametno, da znate sami vnašati v vašo spletno stran vsebino, da jo znate spremeniti, da jo znate zamenjati. Vsebine, pa to sem vam že omenil, pa so tekstualne, vizualne, se pravi slike in videofilmi. Kaj je torej tista prava pot, da si postavite spletno stran? Imate veliko možnosti, da poiščete rešitve na internetu. Imate veliko brezplačnih možnosti. Nekaj možnosti pa lahko najdete tudi na moji spletni strani. Sam sem za vas tudi posnel spletni tečaj oziroma spletni program, po katerem boste sami iz osnov popolnoma naredili svojo spletno stran, znali boste vnašati vsebine, znali boste narediti spremembo na obliki vaše spletne strani in znali boste postaviti elemente internetnega marketinga. Seveda boste s tem postavili zgolj osnove. Nadaljevanje boste morali še vedno sami izgrajevati. Vendar, vsi tisti, ki pravijo, nimam časa, da bi to počel, so v zmoti. Zakaj? Že tako ali tako morajo večino svojih vsebin za spletno stran izdelati sami. In to je večina celega posla pri internetu. Najmanjši del je zamenjava, da vi vnesete te vsebine v vašo spletno stran. In če to znate sami, boste prihranili zelo veliko denarja in zelo veliko časa. In kaj vam torej prinaša ta spletni program, ki sem ga naredil za vas? Prinaša vam to, da ga imate na razpolago doma, na vašem domačem računalniku. Ni vam treba hoditi nekam v daljavo in zgubljati čas za potovanje in zapravljati denar za gorivo. Spletni program boste odprli takrat, ko boste imeli čas. Spletni program je narejen v obliki videofilmov in vsak korak, ki ga boste naredili tudi vi, je narejen, je pokazan. Vi samo ponovite te korake, vnesete svoje vsebine, voilà, vaša spletna stran bo narejena, ko boste prišli do konca programa. Zato še enkrat vabim vas, da si pogledate ta spletni program. Če pa vam je bil ta video všeč, pa kliknite prstek, lahko pa se tudi naročite na moje video vsebine in boste na ta način vedno, ko bo nekaj novega, dobili navodila oziroma te video prispevke na vaš mail. Vsekakor pa vas vabim, da tudi komentirate, vprašate in mi sporočite, kakšne so vaše želje. Vedno se lahko dogovorimo in vam dam dodatne informacije. Imejte se lepo, naredite svojo spletno stran sami, bodite učinkoviti in uspešni na spletu. Čau, čau!